davno slišano in videno in tako staro, da je žalostno, da so se teh volitev oziroma teh soočanj sploh poslužili s takimi podnimi izjavami in dokumenti, mislim, čisto povedano. Glejte, jaz sem si predstavljala soočanje, da bodo županski protikandidati res kaj pametnega povedali, da rečeš, da lahko, če mene vprašate, če bi od teh županov kakšen program vzela, a je kdo dal ven kakšen program, razen gospoda Logarja, ko govori o, ne vem, pametnih semaforjih in ne vem kaj, ampak mislim, da je Ljubljana dovolj pametna, da ne rabi on še posebej pametovati, niti semaforjem, niti ljudem. Tako da, lejte, zelo grdo in zelo, zelo neumestno je bilo vse tisto, kar je bilo izrečeno, pravih soočanj v bistvu sploh ni bilo. Da ne govorim o zadnjem soočanju, za katerega bom razmislila, če ne bom kot soproga ljubljanskega župana oziroma meščanka Ljubljane nekoga tožila, ker se mi zdi pa najbolj podlo, kar se lahko zgodi. Veste, da daš ti soočanje z nekimi dokumenti, ki so že razrezani, še s tem, da me zanima, kje je gospod Slak te dokumente dobil. In da on veselo bere te dokumente in ni toliko pameten, da bi rekel, dajmo pa danes pa drugače kot vsi ostali. Pa bomo naredili eno res lepo soočanje, mogoče bo gospod Logar povedal, kaj njega moti, gospod župan mu bo govoril, ne, treba je samo, ne vem, s puškami skoraj streljati, gledajte, in res ni bilo pošteno. Mislim, da ni bilo pošteno, mislim pa, da Ljubljančani zaslužijo veliko bolj pametne kandidate za župane, kar pa mislim, da moj mož je. A ste kdaj možu rekli, a je vredno tega, po vsem tem, kar je med kampanjo se dogaja? Jaz se možem sicer pogovarjava o odločitvah, kaj bo naredil. Samo jaz sem toliko samostojna, da si njega ne predstavlja, da bi zdaj kar naenkrat šel v mirovanje in ostal doma. In tudi mislim, da če ne bi bil župan, da ne bo ostal doma. Mislim, da bo sigurno nekaj še vedno počel. Tako kot tudi jaz pravim, da ko se bo zgodilo, da moram iti v mirovanje, bom sigurno še kaj pametnega počela v tej Ljubljani. In lejte, kaj ne mu rečem, samo čestitamo in upam, da bo lahko zdržal vse to, vsa ta polena, ki so mu pod nogami in da bo Ljubljana cvetela ta 4 leta še bolj kot zdaj.